Prisegi vabljen profesor dr. Mitja Ferenc, naslov predavanja Demokratična Slovenija in prikrita grobišča, 80 let od konca druge svetovne vojne in 35 let od spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu. Gospod profesor, izvolite. Hvala lepa. Ja, pozdravljeni vsi, ki ste še ostali tukaj na simpoziju. Naj v uvodu povem, da sem se te teme kot zgodovinar lotil tudi zaradi tega, da ob takem pomanjkanju pisnih virov, oziroma ki jih sploh ni, morda z netipičnimi metodami zgodovinske stroke poskušam podati nekaj kamenčkov v mozaik teme, ki še po 35 letih po demokraciji, uvedbi demokracije, Slovence teži. V letu 2025, ko se spominjamo 80 let zmage nad fašizmom in nacizmom in konca druge svetovne vojne, se Slovenci še vedno soočamo z dediščino preteklosti, ki je na naših tleh pustila številna množična prikrita grobišča. Konec druge svetovne vojne je številne množice zaznamoval z veseljem, za srečo, ampak na drugi strani pustil tudi bolečino, trpljenje in smrt. V Sloveniji je bilo po koncu druge svetovne vojne, po ukazu komunističnih voditeljev v nekaj tednih brez sodbe, umorjenih več 10 tisoč vojnih ujetnikov in civilistov različnih narodov, Nemcev, Italijanov, Srbov, Hrvatov, Črnogorcev, Bosancev, Slovencev, ki so se ob koncu vojne, oziroma že nekateri iz Srbije v januarja 1945 znašli na slovenskih tleh. Samo Slovencev je bilo umorjenih po koncu vojne okoli 15 tisoč. Kapitulacija Nemčije je ogromno množico raznorodnih vojakov zatekla na slovenskem ozemlju, preko katerega se je pred pridelujočo jugoslovansko armado so se te enote želele predati Američanom, kajti od njih so pričakovali milejšo usodo, kot bi jo doletela pod novo jugoslovansko oblastjo. Vojaški zmagovalci za poražence niso imeli milosti. Individualna krivda, odgovornost posameznika se ni ugotavljala ali pa se je le izjemoma. Tistih majskih in junijskih dneh je bilo življenje vrnega ali pa zajetega ujetnika in marsikaterega civilista bolj malo vredno in je razvrščanje v levo ali desno, v življenje ali smrt, bilo odvisno od voznovskega oficirja, dobro, tudi od osebnih poznanstev in zamer iz časa pred vojno, med vojno ali pa po njej. Pri tem pa je bila usoda posameznika odvisna tudi od tega, kakšno krivdo so pripisovali, če govorimo o slovenskih domobrancih, enoti, ki ji je ujetnik pripadal. Glavna merila za smrt ali življenje so bila starost, mladoleten ali polnoleten, leto pristopa k sovražni enoti in pa čin. Kriterije nam najbolj zgovorno razčlenjuje poročilo OZNE za prvo jugoslovansko armado, ki je bilo posredovano tudi potem na nižje enote, na divizije, brigade in še naprej dol. Najbolj tudi en dopis iz tega dokumenta, kjer prva armada govori, da so na sektorju Celja in Zagreba na takšen način likvidirali okrog 10 tisoč stašov SS in četnikov in ostalih vojnih ujetnikov. Bistvo tega dokumenta oziroma poročila prve jugoslovanske armade pa je govoril o tem, da so po preboju Sremske fronte se znašli pred veliko težavo z vojnimi ujetniki in so se odločili formirati štab iz oficirjev OZNE in naročili, da skupinam OZNE, torej oficirjem OZNE, da tisto, kar ne likvidirajo na licu samem, pošljajo njim, kjer bodo oni potem razčiščevali in potem vzeli merilo, ki so ga tukaj zapisali za ustaše in pa začetnike. Če vidite, je bilo v bistvu samo eno leto prej, če si se pridružil ustaškim ali pa hrvaško-domobranskim enotam. Tisto, kar, in tudi kot v tem dokumentu, ko piše, oficirje čistite sve redom, ako nekog ne dobijete od OZNE i partije, da ga ne treba likvidirati. Tisto, kar še posebej bode v oči in kar nas loči od epuracije v
zahodnih demokracijah je pa večletni izbris žrtev iz javnega spomina. Režim je žrtvam teh pobojev odvzel pravico do groba. Grobišča so bila vse do demokratičnih sprememb načrtno zamolčana, sledi izbrisane, sorodnikom dovzeta pravica do žalovanja in pa do vedenja. Navodila o tem na zvezni, federalni, pokrajinski, upravni ravni iz leta 1945 so nam že podrobno znana, ponavljanja so bila tudi kasneje v letu 1946. V dobršni meri pa je ta prepoved se ohranjal v vsakokratnem zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ki je bil tisti 60. člen pravzaprav izbrisan nekaj dni pred spravno slovesnostjo julija 90. leta. Seveda usoda pobitih med prebivalstvom ni mogla ostati skrita. Pobegli jetniki iz taborišč in zaporov, predvsem rešenci iz Starega Hrastnika ali pa iz Brezen Kočevskega Roga, so o tem pričali sorodnikom, prijateljem. Zaradi obširnih zapisov v migrantski literaturi pa se je o povojnih pobojih več vedelo v emigraciji, kot pa v Sloveniji oziroma doma. V slovenski javnosti se o tem ni smelo govoriti, kaj šele raziskovati. Kocbekov intervju 75. leta, esej Krivde in greh Spomenke Hribar, sredi 80. let, zapisi rešencev iz morišč v prepovedani migrantski literaturi so v slovensko zavest postavili Kočevski Rog kot sinonim za množične povojne poboje. O razsežnosti, ki jih poznamo danes, grobišč in morišč v Sloveniji na prehodu v 90. leta, smo vedeli le malo. In ko je enopartijski režim padel, je pogrebna maša za pobitimi domobranci julija 1990, imenovana tudi spravna slovesnost, čeprav to ni bila, dajala upanja, da bo država hitreje stopila na pot raziskovanja, urejanja prikritih grobišč, in kazalo je, da je v slovenski javnosti dosežen nek konsens o njihovem odkrivanju, o zaznamovanju, o pokopu žrtev, o izdaji mrliških listov in o drugih vprašanjih pietetne in humanitarne narave. A to je bilo samo na načelni ravni. Pri izvedbi pa je bilo pri izvršni oblasti čutiti neko figo v žepu, navidezno nemoč in pa odrivanje teh vprašanj na stranski tir. Zato ni čudno, da so prve oznake postavila društva in pa posamezniki, kasneje tudi nekatere občine, a za skoraj vsa postavljena znamenja v 90. letih velja, da so bila postavljena na krajih, kjer niso bili kraji potrjeni kot grobišča, torej ali so pod zemljo žrtve ali ne. V prvem desetletju po demokratizaciji, 1990 do 2000, se je država urejanja prikritih grobišč pravzaprav ni lotevala. V politiki se je uveljavilo mnenje, da je zadosti, da na dva simbolna kraja, v Kočevskem Rogu in pa na Teharjih, postavi država dva spomenika, s katerimi bi simbolno pokopali mrtve. Vlada je oktobra 1990 ustanovila komisijo vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč v Kočevskem Rogu, namreč takrat kot sinonim bil samo Kočevski Rog, vendar ta komisija ni imela pristojnosti, ni imela pogojev za reševanje preštevilnih nalog, saj popisov grobišč ni bilo, kakor tudi ne zakonodaje. Zato tudi večjih ambicij in rezultatov, ki bi se jih člani komisije, predvsem pa svojci pomorjenih, želeli in pričakovali, ni bilo. No, a tudi pri izgradnjih teh dveh spomenikov je šlo vse narobe. Na Teharjih je država šele po 14 letih postavila spomenik, ki še do danes ni dokončan in stoji na izrazito okoljskem degradiranem območju odlagališč Cinkarne Celje in komunalnega odlagališča Celje. Kasneje sprejeta zakonska določba, na katero se v nevetnosti stanja sklicujejo zagovorniki, da naj se žrtve pokopljejo v kostnici na Teharjih, ki pa je ni, je bila pravzaprav v posmeh za trajen pokop mrtvih. No, na javnem natečaju izbrani spomenik je bil v Kočevskem Rogu postavljen šele 10 let po tistem, ko je bil izbran na javnem natečaju in 14 let po simbolnem pokopu. Zakaj? Bodisi, da država ni zagotovila sredstev v proračunu, ali pa so se našle razne birokratske ovire, ki so oddaljevale začetek gradnje. Analiza zapisnikov sej komisije v tistem obdobju nas prepriča, da so se pristojni pravzaprav igrali s komisijo, zato ne čudi njena nemoč in večkratna grožnja
predsednika pokojnega Viktorja Blažiča po odstopu. Kasneje se je izkazalo, da se žrtev povojnih pobojev spominjamo na nepravem mestu. Za študenti oddelka za zgodovino naše filozofske fakultete smo naredili presejalne mreže, šli v okolico teh dveh grobišč, presejali zemljo in ugotovili, da tam, kjer je bila spravna slovesnost in kjer so se odvijale vsakoletne spominske maše, ne ležijo Slovenci, ampak da glede na najdene predmete, ki smo jih našli, da je to, kar danes vemo, jama pod Macesnovo Gorico. Seveda pa izjema so bili vojaki nekdanjih okupatorskih držav, s katerimi je Slovenija v drugi polovici 90-ih let sklenila sporazume o prekopih. Torej za tuje okupatorske vojake se je to dalo, za Slovence in pripadnike drugih jugoslovanskih narodov pa ne. In kontinuirano je potekalo prekopavanje Italijanov, italijanskih in nemških vojakov. Nemške vojake potem pokopljajo v Kosnico, v Celju, Kranju in pa Ljubljani, medtem ko italijanske vojake pripeljejo na vojaško pokopališče v Redi Puljo. Čeprav naj povem, da je Jugoslavija že v 60-ih letih z Italijo prekopavala italijanske vojake, kar 8300 so jih med letom 60 in 63 prekopali, od tega 1127 iz Slovenije in jih tudi, mislim, da 290 in še nekaj celo osebno identificirali, torej že v 60-ih letih. Ampak če ne more država, lahko lokalna skupnost in pokaže, da se da, če se hoče. Leta 2001 je pogumna odločitev občine Slovenska Bistrica, da bo sama ugotovila, ali so v dveh zakloniščih tovarne Impol žrtve ali ne, in to tudi potem potrdila. Je imelo to za raziskovanje povojnih pobojev daljnosežen pomen. Če se spomnite, takrat je bilo iz tistih dveh rovov iznešenih 431 trupel in po močnem odmevu v javnosti je takrat vlada podala izjavo, da bodo državni organi storili vse, kar je v njihovi moči, da se žrtve najdejo in tam, kjer je potrebno, tudi prekopljajo. A tako lahko in hitro ni šlo. Je pa takrat Ministrstvo za kulturo, čeprav to ni bilo njeno delo, takrat omogočilo, da je po prilagojeni metodologiji registra nepremične kulturne dediščine lahko začela z delom skupina za evidentiranje, ki je potem do leta 2009 popisala podatke o 600 evidentiranih krajih ljudi prikritih grobišč in morišč. Vendar, ponovno poudarjam, terenska potrjevanja, ali so na prikazanih in popisanih krajih žrtve ali ne, niso bila še predvidena in omogočena. Spoznanje, da bi morali začeti grobišča tudi raziskovati, je namreč dozorevalo počasi. Prevladovalo je namreč mnenje, da se posmrtnih ostankov ne izkopava, razen če bi na njih naleteli slučajno, ob gradbenih delih. V takih primerih je potem odločitev o tem sprejemal vsakokratni preiskovalni sodnik. No, če govorimo o vlogi države oziroma o njeni omejeni vlogi pri tem, se je slabo izkazalo, poleg tistih dveh simbolnih spomenikov, tudi tretji javni natečaj. Namreč leta 2003 je država, tukaj tudi odgovornost komisije, izbrala enotno spominsko znamenje z tako imenovanim valjem, z zvonom sprave, ki pa, lahko rečem hvala Bogu, niso bili postavljeni, čeprav jih je bilo načrtovanih 150. Vzroki nasprotovanja obliki, umanjkanje sredstev v proračunu, previsoka cena, neustrezen napis, ki je bil določen, ampak največja strokovna pomanjkljivost, v kateri sem se znašel tudi sam, ker sem imel to nalogo, naj te podatke dam, da bi morali na teh spomenikih biti napisano število žrtev in pa narodnost, ampak brez raziskovanj, ali sploh so žrtve na tistih krajih ali ne, kaj šele kolikšno število in kaj šele kakšne narodnosti. Seveda se boste vprašali, zakaj takšne odločitve, zakaj takšna mačehovski odnos države do te problematike. Poleg nepoznavanja problematike odločujočih in pa stališča politike, da naj se grobišč ne raziskuje oziroma razkopava, če uporabim izraz, ki ga je pogosto zaslediti v njihovih besedah, in da je dovolj samo simbolična označitev,
v spominu na žrtve, je tudi odsotnost ustrezne zakonodaje močno omejevala vsak začetek urejanja grobišč. Čakalo, in vsi so govorili, čakamo na zakon, in vtis je bil, da bo zakon sam po sebi rešil desetletje zamočan problem. Vsako ministrstvo je odlagalo in prelagalo odgovornost ena na drugo. In zakon o vojnih grobiščih je bil sprejet šele leta 2003. Pazite, po 6 letih prelaganja v zakonodajnem postopku in 13 let po spravni slovesnosti. Ampak ta zakon ni določal raziskovanj, izločal nekatere vrste prikritih grobišč, stroške prekopa naložil bremena sorodnikom, naloge, ki pa jih je zakon določal, pa se niso izvajale. Pomembno prelomnica pa je vseeno bilo leto 2006, ko je komisija dobila prvo odobritev resornega ministra, ki naj bi oskrbovalo oziroma pomagalo komisiji, in dobilo dovoljenja za prva terenska potrjevanja prikritih grobišč. Na podlagi izkušenj se je potem v letu 2006-2007 pripravila metodologija za sondiranje in izkope z arheološko metodo in pa z antropološko raziskavo skeletnih ostankov, kar je pomenilo velik napredek pri pridobivanju natančnejših podatkov iz grobišč in tudi korak naprej v odnosu do žrtev, zato ker skeletni ostanki se prej, ko so se frontalno izkopavalo, sedaj niso več mešali med seboj, poleg tega pa so predmeti, ki jih dobiš z takšnim načinom raziskave in ekshumacije, marsikaj povedo o številu, o narodnosti, torej vse o drugih identifikacijskih znakih, ki ti pomagajo pri raziskavi. In v obdobju 2006 do 2009 smo raziskovali na okrog 130 lokacijah grobišč. Lotili smo se tudi zahtevnejših problemov, potrdili, da je protitankovski jarak na Teznem v Mariboru s trupli zapomnjen najmanj v dolžini 940 metrov. Zgodovinarji moramo biti zelo natančni pri številkah oziroma se raje omejujemo pri njih, ampak tukaj lahko vsaj z primerjavo poskušamo nekako ugotoviti. Ko so ob gradnji avtoceste leta 1999 se odločili, da bodo samo v trasi, kjer sedaj pelje avtocesta, izkopali žrtve na 70 metrih 1179 trupel, se je za sondami torej ugotovilo, da je najmanj 940 metrov protitankovskega jarka napolnjenega s trupli. Neka približna matematična računica da imamo opravko res z gromozanskim grobiščem. Takrat smo se lahko lotevali tudi v raziskav v kraških breznih, ki pa so različna. So brezna, kjer se ti spustiš v njih in naletiš na posmrtne ostanke. Druga so takšna, kjer so sledove morije zakrili z miniranjem, in tretja najštevilčnejša, kjer so po moriji žrtve zasuvali smetmi. Ta Socerbska jama je še najbolj značilna, ker so leta 1975 pripeljali 50 kubičnih metrov salam iz Luke Koper in jih nametali v luknjo. Prvič se je takrat lahko izneslo tudi žrtve iz miniranega kraškega brezna in Skofina 1, tudi zato, ker se je našla dokumentacija o žrtvah in se je potem tudi za podlagi DNA osebno identificirale žrtve, in ker so bile nekatere tudi hrvaške, tudi po posebnem postopku so te vsaj del posmrtnih ostankov lahko družine pripeljale na Hrvaško, seveda tudi v Slovenijo, in jih pokopale v družinskim grobovom. Začelo se je tudi z geodetskimi odmerami, urejena in označena so bile prva grobišča v Kočevskem Rogu. Zgrajena je bila prva kostnica za začasno hrambo posmrtnih ostankov, naslednje leto tudi še na pokopališču Škofja Loka. In takrat se je komisija lotila tudi grobišča v Rudniku, česar v svetovni literaturi do takrat še nismo bili priča. In marca 2009 smo po 8-mesečnem kopanju prišli do žrtev v Rudniku Huda jama. Sam si nisem mogel predstavljati, da bi nas politika, potem ko je komisija že nekako malo zadihala, ko je uveljavljala standarde pri prekopih, upravila številna sondiranja, lahko potem tako drastično spodrezala. Večkrat sem že povedal, da je bila Huda jama prehuda za takratno oblast. Sočutje v javnosti z množico nerazpadlih trupel in pričakovanja po nadaljevanju raziskav in dostojnem pokopu so bila tako močna, da pa se je v nasprotju s temi izvršna oblast odločila in posegala po drastičnih ukrepih. Odločili so se, Ministrstvo za delo, da bodo razpadajoče človeške ostanke pustili v vrečah in v plastičnih zabojčkih za sadje v Rudniku, ostale pa pustili zakopane v jašku.
Vsa dela na prikritih grobiščih, evidentiranje, sondiranje, izkope je pristojno ministrstvo zaustavilo za več let, komaj da vzpostavljen sistem raziskovanja in urejanja je počasi, ampak zanesljivo razpadal. Žal ne bomo mogli nikoli več nadoknaditi tistih 6 let od 2009 do 2015. Tudi zaradi takšnega stanja je leta 2015 vzniknila ideja o dodatnem zakonu, ki bi zadeval le prikrita vojna grobišča. Ampak ob močnem nasprotovanju celo tistih, ki naj bi jim bila skrb za grobišča in morišča najbolj zadevala, je bil sprejet potem samo z glasovi Nove Slovenije in Stranke modernega centra. Poleg tega, da ta zakon ureja prikrita, torej postopke, ki jih zakon o vojnih grobiščih ne zajema, nalaga državi obveznost, da čim prej označi grobove, da naredi raziskavo in prekop žrtev. Vlada Mira Cerarja je takrat za izvedbo dodelila stabilna finančna sredstva, ki jih na podlagi sprejetega programa in razpisov kljub nepotrebnim zamudam se razdeli v potrjevanje grobišč, urejanje grobišč in pa prekope oziroma pokope. V 4 letih do pandemije covida je bilo tako prekopano 1352 žrtev iz 32 morišč. Eno prvih, ki smo se jih lotili, je bila Košnica, tudi zaradi odločitve, ker se je nekako odločitev bila, da naj se najprej ekshumira tam, kjer so prebivalci Slovenije, torej ne hrvaško-domobranskih, ustaških, srbskih in drugih enot, ampak tukaj je, kot vedno pri vsakem grobišču, ljubo presenečenje. Sami veste, da je Košnica bila simbolno grob nemških meščanov iz Celja, ampak izkop žrtev je pokazal in predmeti, ki so se našli, da je šlo za 306 vojakov nezavisne države Hrvaške. Da povem postopek, posmrtni ostanki žrtev so pripeljani na začasno hrambo v Kosnico na pokopališče Dobrava v Mariboru ali pa so dostojno pokopani na krajevnem pokopališču oziroma predani svojcem za pogreb v družinski grob. Vzorci genetskega materiala, to je desna stegnenica, za morebitno nadaljnjo DNK analizo se hranijo posebej v enem prekatu Kosnice v Škofji Loki. Predmete se popiše in shrani, tiste pomembnejše zavaruje policija, ostali pa gredo v muzejskim ustanovam. V Sloveniji imamo do danes raziskanih 224 grobišč, od katerih je bil iz 122 opravljen delen ali pa celoten prekop, na 102 pa za sondiranjem potrjen obstoj žrtev v njih. Do sedaj ekshumirani skeletni ostanki pripadajo več kot 9000 osebam. Najbolj intenzivno delo je lahko potekalo v letih 2016, 2017 in 2018. Na zaslonu lahko vidite nekaj najštevilčnejših ekshumiranih grobišč. Seveda so ob vsem delu številne pomanjkljivosti, s katerimi bi se država, predvsem pa tudi komisija sama morala ukvarjati, ampak tukaj ni časa, da bi o tem razlagal. Omenim pa naj tudi, ker sem povedal, da je 2006, 2017, 2018 lahko potekalo to delo, nekaj pietetnih spravnih dejanj v tem obdobju in tukaj moram in želim omeniti nekdanjega predsednika Boruta Pahorja, ki je naredil kar nekaj pietetnih dejanj in bi si želeli, da bi tudi od drugih nosilcev izvršne ali pa predstavniške oblasti imeli kakšno tako pobudo. Med drugim je torej se upravičil v imenu države svojcem družine Hribar, potem družini Hudnik, njegovo vlogo tudi pri odločitvi, da se nadaljuje oziroma da se prenesejo že ekshumirane žrtve iz Rudnika in pokopljejo na Dobravskem pokopališču v Mariboru, s čimer je bila dala možnost, da se ekshumirajo še ostale žrtve iz Rudnika, tako da Huda jama je imela 1410 žrtev, ki sedaj ležijo na Dobravskem pokopališču v Mariboru. Tudi pokop na krajevnih pokopališčih iz nekaterih grobišč, ki so bile ekshumirane, je treba omeniti. Ureditvena dela v obdobju 2015 do 2019 so potekala na 173 grobiščih in moriščih in so sedaj v naravi označena vsa, tista, ki so potrjena.
Ne bi zdaj šel v podrobnosti, ampak vidite, na vsaki je neka medeninasta ploščica z osnovnimi podatki. Tako da lahko ugotovimo, da stroka sicer zna, hoče in lahko zmanjšuje civilizacijski manjko, vendar pri tem največkrat trčenje na nerazumevanje, odpor, nasprotovanje, ignoranco pristojnih odločevalcev, ki največkrat tudi ne vidijo potrebe po tovrstnih humanitarnih in pa civilizacijskih potrebah in opravilih. Ja, in če zaključim. Zlasti od leta 2023 je akutno vprašanje zavračanja pokopa romskih žrtev in pa žrtev iz jame pod Macesno v Gorico. Ekshumacija teh žrtev je potekala od leta 2019 do 2022 in iz tega grobišča, ki ste ga mogli videli v začetku, ko smo za študenti potrdili oziroma ugotovili, da je to slovensko grobišče, se je leta 2022 ekshumiralo posmrtne ostanke 3450 oseb. Tako da še vedno se išče mesto pokopa in tudi to, kar se je zgodilo v zadnjih mesecih oziroma letih, ukinitev dneva spominja na tiste, ki bi radi žalovali, in pa tudi vprašanje pokopa, kljub temu, da se je na sestanku pri predsednici nekako dogovorilo, da se teh žrtev ne bo prenašalo začasno v začasni kraj, dokler se ne bo potrdilo neko trajno mesto pokopa, je pač minister za obrambo 31. marca iz enega skladišča predal prenesti skeletne ostanke v drugo skladišče. Zame to seveda in mogoče tudi za svojce žrtev ni tisto, kar bi 35 let po spravni slovesnosti bil dostojno mesto pokopa teh žrtev. Hvala lepa. Hvala lepa.